družba, spet sem jaz. Tokrat vam bom pa predstavila mehiško pecivo, delček, no, nekaj vrst peciva. Moram reči, da sem jaz oboževalka sicer slovenskega peciva, no, vse to ste si lahko mislili, glede na to, da vidite kremšnito na mojem YouTube kanalu. Kremšnita je itak moja najljubša sladica in tukaj jih nažalost ni. Bilo fino, da je bila kakšna blejska slaščičarna tukaj za voglom. Imam tudi rada slovenske torte, pecivo, ne vem, biskvite, piškote, vse zelo slastno. In moram reči, da mogoče mehiška kuhinja na splošno, da je kar, ne vem, zelo odlična je, slastna in zelo raznovrstna, ampak bi pa rekla, da smo pa v sladicah, da smo pa Slovenci bolj mojstri. Ampak je pa sladek kruh, se reče tukaj pan dulce, no, s katerim pa jaz v narekovajih trpim, če je treba. No, Mehičani, preden so jih osvojili Španci, oni so imeli prehrano na osnovi koruze, tako da kruha, preden so Evropejci prišli v Mehiko, oni niso poznali. No, potem je pa Hernán Cortés 1521. leta je pač začel osvajati Mehiko, on je bil Španc, in potem je on tudi želel pač jesti to, česar je bil navajen, in je s sabo tudi prinesel pšenico. In je od domorodcev zahteval, da mu pripravijo, njemu pa pač njegovim ljudem, da jim pripravljajo jedi, na katere so bili navajeni. In najprej je bil kruh tak, pač slan kruh, ne, take neke štručke, žemalce, nekaj v tem stilu. In sicer te, ki so bile temnejše barve, so bile bolj za revne ljudi, te iz bele moke pa za aristokracijo in za družbeno smetano, jasno. No, čez čas so pa začeli tudi, no, v tem momentu so se tudi začele pojavljati pekarne. In no, čez čas so pa začeli izdelovati tudi sladek kruh. In tukaj imam jaz 3 vrste sladkega kruha, ene od teh, ki so meni pač najljubše, mislim. In imajo siguran, ne vem, tipično imajo tam nekje 15 vrst, 15 ali pa več vrst teh sladkih peciv. No, to so ene izmed meni najljubših. Tale, ta prvi, ki je uho, mislim, da je tole desno uho. Se ve, Diego? Si. In sicer je to pecivo narejeno iz listnatega testa. Običajno tole je klasična zadeva, sem pa jedla tudi tazga, ki je bil že na vrh prelit s čokolado. Potem drug kruhek, se mu reče kokol. To je pa pecivo, ki ima, mislim, da ima pač pecilni prašek, zaradi tega, da pač majčkeno zraste. Je pa iz mehkega testa, je pa z okusom janeža in cimeta. Ta pa je, povsod je enak. No, večinoma se majčkeno spreminja varianta pač od države do države, odvisno na katerem delu Mehike se človek nahaja. Tale je povsod enaka. No, potem imam pa še tretjega. Tretji je pa, se pa reče konča. Konča, to je pa školjka. In sicer je spodnji del kruha je vedno enak, zgornji del je pa pač dekoracija in definira okus. Tale je vaniljeva konča. In ne vem, če vidite, verjetno se reče školjka zaradi tega, ker pač zgleda kot školjka, no. In kako zgleda, je pa bolj odvisen od peka, nekakšen. Nek so ravni vzorci, nek so malo zakrivljeni, odvisen je mogoče tudi ta jezena in dobre volje. No, te se najdejo z okusom vanilje, tako kot tale, čokolade in jagode, je potresen. Potem pa je v nekaterih delih Mehike tudi to zadevo jejo polnjeno z mletim fižolom, smetano, ampak s tisto smetano, ki se pač iz mleka pobere takrat, ampak to mora biti domače mleko, da je tista smetana debela z mleka. No, in oni to poberejo in potem jo včasih s soljo začinijo, včasih s sladkorjem in s tem pol polnijo to končo. Lahko je pa tudi vaniljeva krema, no, tudi s tem je polnen. Tako. No, in jaz sem to mislila najprej, ko sem prišla v Mehiko, da je to pač zadeva bolj za otroke. In ne, ko smo živeli v Mexico Cityju, to sem zjutraj sva pač videla, jaz sem videla moške, ženske, vse, ki so šli mimo teh, ta kruh se kupi v pekarnah. Pekarna je skoraj na vsakem voglu, recimo je zelo pomemben del prehrane tukaj. Ali so pa potem posebni, so pa fantje, ki so na kolesu, ki je tako prirejen, da ima na sprednjem delu kolesa eno gromozansko košaro, kjer ima še teh sladkih kruhov naloženih. Vzadaj ima pa namontirano pa termovko, s katere pa kavica ven pride. Skratka, zjutraj moški velikokrat grejo v službo in si kupijo 1 ali pa 2 ta kruha in si kupijo kavico z mlekom in oni to pojedo za zajtrk. Zdaj, ni to najbolj zdrava zadeva, ampak oni so pač tako navajeni jesti. No, zelo tipično je tudi, da s toplim kakavom se to pije,
ali pa z eno kavo, ki se reče Café de Olla. Diego, perdón, ¿de dónde está Café de Olla? ¿De cuál parte de México? ¿De Chiapas? No lo sé. Hay que preguntar. Aha. Je ena kavica, ki v Mehiki je tudi dežela kave in jo pripravljajo z melaso, pa s cimetom. In potem tradicionalno se to postreže v glinastih lončkih. No, s tem se tudi pije. In ja, imam eno anekdoto, kar se tega sladkega peciva tiče. Me je obiskal en prijatelj Denis in on je tako malo, bom rekla, selektiven, kar se tiče hrane. Ampak sem rekla, veš kaj, Denis, tole, preden greš, moraš pa poskusiti tole končo. In je pojedel vaniljevo končo in mu je bilo toliko všeč, da je jedel za zajtrk, kosilo in večerjo en teden samo ta kruh. In potem, ko je šel on nazaj v Slovenijo, je kupil pač več teh konč, ker je pač želel družino pogostiti, pa je pol tega že izginilo na poti domov, ker je le potovanje, ne vem, recimo 24 ur, no, zaradi tega, ker je treba presedati se iz letala. Aha, pa še zgodba, tale anekdota, legenda tele konče je pa taka, da je pa pač en kralj, da je jedel kruh, tak kruh, ki je bil prej, ne, bombica, pač ni bila sladka in jo je pomočil v vročo čokolado. No, in od takrat naprej, da so začeli sladke te bombice delati. In tudi je še neka druga legenda, ki pa pravi, da je pa en pač pek se je zaljubil v eno aristokratinjo in da jo je želel pač usvojiti in da je pač ni vedel, kaj bi prinesel za jesti, kako bi jo premamil. In je začel izdelovati sladek kruh, pa je dal noter sadje, pa oreščke, pa sladke zadeve, no, in tako, da jo je usvojil in da sta se poročila in sta živela srečno do konca svojih dni. Nažalost ne morem dati pač teh peciv, vam ne morem posredovati prek ekrančka. Nažalost se to še ne da z današnjo tehnologijo, ampak če pa pridete v Mehiko, oziroma ko pridete v Mehiko, pa le poskusite kakšen sladek kruh, so res odlični. In imajo dnevne sveže, no, več, vse itak čez cel dan te zadeve pečejo. Takole. No, če vam je bil prispevek všeč, nas lahko seveda všečkate, delite s komarkoli mislite, da bi ga ta tema zanimala. In če se še niste, se naročite brezplačno na naš kanal s klikom na kremšnito, tako da boste obveščeni o novih vsebinah. Se vidimo tukaj prihodnji torek. Adijo!